Slovenska reprezentanca gluhih in naglušnih se z veliko vnemo pripravlja na jubilejno 25. poletno olimpijado gluhih, ki bo letos od 15. do 26. novembra potekala v Tokiu na Japonskem. Vsi imajo en sam cilj: dati vse od sebe, pokazati srčnost in ponosno zastopati barve slovenske zastave. Zgodba olimpijade gluhih se začne že davnega leta 1924 v Parizu, ko so gluhi športniki prvič stopili skupaj in dokazali, da želja po gibanju in tekmovanju ne pozna meja. Danes, več kot 100 let kasneje, njihova tradicija živi naprej, z vsakimi igrami močnejša, bolj povezana in bolj prepoznavna v svetu. Tudi slovenski športniki gluhih so del te bogate zgodovine, pogumni, srčni in vztrajni. Takrat je padla odločitev, da ustanovijo svoje športne igre na svetovni ravni z imenom Svetovne igre gluhih. To so bile prve športne igre na svetovni ravni med invalidi. Leta 2001 se z odlokom takratnega predsednika Paralimpijskega komiteja za šport Juana Antonija Samaranča iz Španije Svetovne igre gluhih priznajo kot Olimpijske igre gluhih. 7 izjemnih slovenskih športnic in športnikov bo v Tokiu zastopalo Slovenijo v različnih disciplinah, od atletike, tenisa, plavanja do maratona. Lea Glojnarič prihaja iz Brežic, njeno ime je že zapisano v zgodovino slovenskega športa gluhih. Je svetovna rekorderka v mnogoboju in dvakratna zmagovalka na olimpijadi gluhih. Atletiko trenira že od 9. leta, danes pa jo vodi njen oče Iztok Glojnarič. Po operaciji gležnja se na tekmovališča vrača z novim zagonom in iskreno željo, da v Tokiu znova pokaže svojo izjemno borbenost. Lea resnično navdihuje mlajše rodove, saj dokazuje, da se z voljo in vztrajnostjo vedno pride do vrha. Moje discipline so stopnjaboj, skok v višino, tek čez ovire in pa skok v daljino. Na olimpijadi gluhih v Tokiu pričakujem čim boljše rezultati, da pridem v finale. Moje pričakovanja so, da čim več osebnih rekordov oziroma tudi svetovnih rekordov in pa čim več zmag. Marino Kegl prihaja iz Murske Sobote in je eden najboljših gluhih teniških igralcev na svetu. Že od otroštva trenira pod vodstvom očeta Darka in tenisu ostaja zvest že več kot 2 desetletji. Za njim so številni uspehi, 2. mesto na odprtem prvenstvu Avstralije, bronasti medalji na svetovnem in evropskem prvenstvu ter vrsta zmag po vsem svetu. V Tokiu ga čaka že 4. olimpijada gluhih. Marino igra s srcem zase, za družino in za Slovenijo. Bil sem na 3. olimpijadi in sedaj letos 4. olimpijadi. Se ponosim, grem v olimpijske igre in tam bom predstavljal Slovenijo, mojo domovino. Atletinja Iris Breganski prihaja iz Ljubljane. To je tekmovalka, ki združuje moč, eleganco in vsestranskost. Njena glavna disciplina je skok v višino, tekmuje pa tudi v mnogoboju. Na prejšnjih olimpijskih igrah gluhih je že osvojila bronasto medaljo v skoku v višino in mnogoboju, 4. pa je bila v skoku v daljavo. Iris trenira pod vodstvom svoje mame Mojce in z vsakim nastopom znova dokazuje, da so meje le v glavi. V Tokiu si želi nadgraditi pretekle uspehe in še enkrat stopiti na oder za zmagovalce. Da grem drugič olimpijske igre gluhih v Tokiu.
Želim mu še rezultate, kar ko znam tekmujem, upam sreče, bomo videli kako na koncu. Držim se. Tadej Enci prihaja iz Velenja, je izjemen atlet in dvoranski evropski prvak. Že 20 let vztrajno trenira pod vodstvom Gregorja Dobrška in velja za enega najhitrejših gluhih tekačev na 400 metrov in na 400 metrov z ovirami. Moji glavni disciplini sta tek na 400 metrov in 400 metrov z ovirami. Zelo bom zadovoljen, če se mi bo uspelo uvrstiti v finale in da bom tam odtekel osebni rekord. Izabela Mort, ki je stara 17 let, prihaja iz Podpeči in je ena najmlajših slovenskih gluhih olimpik. Trenira pod okriljem Bojane Muhič-Vojska in tekmuje v šprintih ter metu diska. Že pri 16 letih je izpolnila normo za olimpijado gluhih, njen met diska pa presega 31 metrov. Na svetovnem mladinskem prvenstvu je osvojila 5. mesto v teku na 100 metrov, zdaj pa stopa na največji oder, da vnovič pokaže svoj talent in pogum. Izabela je prihodnost slovenskega športa gluhih, nasmejana, ambiciozna in neustrašna. Najbolj sem ponosna na svoje rezultate v tem letu in sicer izboljšala sem rezultat na 200 metrov ter izboljšala sem se tudi v metu diska, pri katerem sem vrgla skoraj 32 metrov in naredila normo za olimpijske igre. Zelo se veselim teh olimpijskih iger, zato ker so seveda moje prve in se mi zdi, da bo to za mene zelo posebna izkušnja ter želim si priti v polfinale, vendar mislim, da bo dovolj tudi, če pokažem svoje najboljše sposobnosti. Viktorija Horvat prihaja iz Lucije. S trenerjem Romanom Kejžarjem vsak dan dokazuje, da volja zmore vse. Za sabo ima številne nastope, med njimi maraton v Lincu, kjer je postavila osebni rekord 3 ure 16 minut in 42 sekund. V Tokiu bo tekla svoj prvi olimpijski maraton brez aparata, brez strahu in željo, da postane še boljša različica sebe. Žilava maratonka verjame, da je tek način življenja in svojo energijo navdihuje številne. Sem prva slovenska gluha maratonka, ki bom predstavljala na olimpijskih igrah gluhih v Tokiu. Najbolj ponosna sem na svoj drugi maraton, ki sem izvršala svoj osebni rekord. Letos grem prvič na olimpijske igre gluhih, to pa je zame največji izziv, saj kajti maraton bom prvič pretekla brez aparata. Pričakujem osebni rekord in eno medaljo. Komaj 15-letni nadarjeni plavalec Alessandro Ambrožič prihaja iz Ribnice. Plavanje trenira že 9 let in kljub mladosti dosega izjemne rezultate. Je večkratni državni prvak v hrbtnem slogu, izpolnil je normo za svetovno prvenstvo gluhih in nanizal uspehe tudi med slišečimi plavalci. V Tokiu ga čaka prvi nastop na olimpijadi gluhih. Prvič med vrstniki, ki so prav tako iz sveta tišine, ki jim je skupna ljubezen do športa. V vodi najde mir, moč in svobodo. In prav tam bo pokazal, kako velik športni duh se skriva v njem. Zelo sem ponosen, da bom nastopil na olimpijadi pa za državo. Najbolj všeč pri plavanju mi je spoznavanje več prijateljev, potovanje. Spremljajte nas na olimpijskih igrah, navijajte za nas. Imam dober občutek, da se športniki dobro pripravljajo, da so resni in da pričakujejo dobre športne dosežke. So močno motivirani. Verjamem v te športnike in upam, da bodo s seboj nazaj prinesli dobro prtljago. Pojdite na Japonsko z našo podporo. Mi vas bomo spodbujali in bodrili.
Vsak od naših gluhih športnikov ima svojo edinstveno zgodbo, svoje sanje in srce, ki bije za Slovenijo. Zaupajo vase, verjamejo v ekipo in mi verjamemo vanje. V Tokiu bodo dali vse od sebe, mi pa bomo doma zanje glasno navijali tudi v tišini. 7 športnih src, 7 zgodb poguma in predanosti. Na igrah gluhih bodo dokazali, da šport presega besede in da se moč meri v volji, ne v glasnosti. Srečno, Slovenija, naj vas vodi srce, naj vas žene ponos.